Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o psihičnem počutju. Želim razložiti, kaj potrebuje telo tehnično, da podpreš telo in potem seveda, kaj potrebujemo na čustveni bazi, da se stanje izboljša. No, zdaj najprej tehnično. Kako nahraniti možgane? Kaj potrebujejo možgani, da sploh funkcionirajo? Ker če možgani nimajo teh hranilnih snovi, glejte, mi lahko delamo, kar hočemo, mi bomo slabo. Ker dejstvo je, mi smo fizična bitja in tukaj na fizični zemlji delujejo fizikalni zakoni. Pač določeni zakoni so in glejte, če jaz želim zakuriti ogenj, če jaz želim, moram dejansko to pržgati z nekim vžigalom, da začne goreti, če vmes samo razmišlja, da vžgi se, začni delovati. Ne vem, če imam toliko moči v prstih pa v svoji volji, da se bo to vžgal. Pač rabim vžigalco, ogenj, vžigalnik. Pač potrebujem nekaj, da se proces sproži. In ravno takoj pač v našem telesu. Naše telo potrebuje ključne zadeve, da začne delovati. No, zdaj bom zraven risala, zato ker bo bolj enostavno vam razumeti. Se pravi, če želimo nahraniti naše možgane, moramo razumeti in bomo šli najprej pogledati možgansko celico. Se pravi, možganska celica je tako kot neka avtocesta, takole, na sredini je jedro in potem okrog, tukaj noter je živec in to je izolacija. Vem, da sem to večkrat že razlagala, ampak dvakrat ne škodi. In tale izolacija okrog, da ti ne prebijajo možgani, da ti ne gre vse na živce, da imaš občutek, da je kar takole ti dela v telesu, potrebujemo vitamin B12, potrebujemo kalcij, potrebujemo C-vitamin in potrebujemo omega-3 maščobno kislino. Se pravi, to so ključi, da pride do vezave, zaradi tega, ker če nam manjka enega od teh, nastane, kot bi bila na kablu luknjica in začne prebijati. V bistvu temu se reče, da je načeta mielinska ovojnica. No in načeta mielinska ovojnica pripelje do tega, da, zdaj naprej. Moja ta starejša hčerka dela šolo za fizioterapevtko in imajo zdaj ravno, mislim, da imajo multiplo sklerozo, da se uči posledice, pa potem fizioterapijo o multipli sklerozi in prav avtoimuna obolenja, kot je multipla skleroza, kot je demenca, kot je Alzheimerjeva bolezen, tudi vse psihične težave izvirajo iz tega, da je podhranjeni so možgani. Se pravi, ne pridejo hranilne snovi in manjka omega-3. Tako da lejte, ne samo omega-3, ključi so, skupaj so. Omega-3 dobimo z mastnimi morskimi ribami. Ampak, če jemo konzerve, dobimo tudi ogromno količino živega srebra. Živo srebro pa je hkrati tisti motilec, ki se dejansko nalaga na mehka tkiva. Se pravi, smo naredili škodo. In tukaj pametno je uživati prehransko dopolnilo omega-3, ampak pozor, res pozor. Ko kupujete omega-3, se morate prepričati o dve ključne zadeve. Prva ključna zadeva je, ali ta omega-3, ki jo kupujete, glejte, tukaj je ta, ki jo dobite pri meni na spletni strani, omega-3+, ali vsebuje vsaj 3 različne maščobne kisline. Se pravi, ni pametno, lahko je noter, ampak če vsebuje samo ALA maščobno kislino, to je lahko laneno olje ali pa oljčno olje. Pa glejte, zdrava pamet ti da, pa ne boš oljčno olje jedel v kapsulah, če ga daš na solato, je to tako. No, druga stvar pa je EPA, DPA, DHA in tako naprej, te različne maščobne kisline, te se pa dobijo z mastnimi morskimi ribami, dobite jih tudi v rakcih, dobite jih tudi, se pravi, krilovo olje ali pa v algah. V glavnem, bodite pozorni, mora imeti vsaj 3 ali več maščobnih kislin, kar je za obnovo možganov. Naslednja zadeva, pri omega-3 maščobni kislini mora biti postopek čiščenja. Morajo biti ven odvzete vse težke kovine, no in ta omega-3+, ima v bistvu neodvisna raziskava v Angliji, je dala podatke,
da je to v bistvu najbolj čista omega-3 na svetu. Tako da, veste, s ponosom uživam in jo tudi priporočam. Naslednja zadeva, vitamin B12. Vitamin B12, brez vitamina B12 ni trdne mielinske ovojnice. Vitamin B12 je pa zdaj v bistvu zelo delikaten. Vitamin B12 ga dobimo samo preko živalskih virov, se pravi jogurt, skuta, ves meso, ne nazadnje, mlečni izdelki, sir, mozzarela, jajca. No in ogromno ljudi pač ne je nič živalskega. In tisti ljudje, ki ne jejo nič od tega, so podhranjeni z B12 vitaminom. B12 vitamin pa, kakor ti ga manjka, čakajte, da jaz zdaj najdem, ko imajo hormoni žur, vam bom prebrala tukaj zadaj v hormončkih, imate v vseh vitaminih napisan, tako da, kdor ima pomanjkanje vitamina B12, je popadljiv, je razdražljiv, zmanjša razdražljivost, povečuje krhkost kosti, preprečuje krhkost kosti, bolečine v hrbtenici, ohranja zdrav živčni sistem, preprečuje demenco, povečuje energijo, zmanjšuje razdražljivost in predvsem, kdor ima pomanjkanje B12 vitamina, ima težave s spanjem, pogosto pozablja. A veste, ko nekaj greš iskat, pa enostavno ne pride več informacija. Po kaj sem že šla? Slaba koncentracija, razdražljivost, depresija, zmedenost, psihoze, težave z ravnotežjem, uhajanje vode oziroma tudi blata, impotenca, pomanjkanje energije in hitra utrujenost in zgodnje sivenje las. Zgodnje sivenje las je povezano tudi z bakrom. Bakar in vitamin B12 pa dejansko delujeta direktno tudi na dobro kri. Se pravi, lahko trdimo, da prezgodno sivenje je povezano tudi s slabšo krvjo. No, ampak zdaj gremo naprej na možgane, ker vse med sabo povezano. Poglejte, naslednja stvar, da pride do vezave, potrebujemo C-vitamin. C-vitamin, vemo, dobimo ga seveda s hrano, pa v borovnicah ga dobimo ogromno, pa v gozdnih sadežih, pa limone, pa jabolka. Ampak C-vitamin je vitamin, ki je najbolj krhek, ki se zelo hitro s skladiščenjem enostavno izniči in C-vitamin ga res priporočam kot prehransko dopolnilo. Pač, glejte, 20-minutni čustveni stres nam pobere 300 mg C-vitamina in če pomislimo, da ima ena sveža odtrgana pomaranča 50 mg C-vitamina, to je v bistvu za 20 minut, ko se razburiš, 6 pomaranč. To je skoraj nemogoče. Veste, nekaj dobimo s hrano, ampak vsekakor premalo. C-vitamin ne samo, da gradi imunski sistem. C-vitamin deluje povezave v možganih. In potem so delali raziskave pri ljudeh, ki so bili na cepivih. No in kaj se je zgodilo? Da živci so se razvijali tako kot polžki, a veste, ko ima tiste tipalke, ko leze naprej, in kako so prišle te težke kovine, so se živčki umakali. In v bistvu C-vitamin spodbuja razvoj živcev, C-vitamin deluje na to, da se dobro počutimo, da imamo več energije, C-vitamin deluje na boljšo kri, C-vitamin deluje na kolagen, C-vitamin deluje na mirne živce in predvsem C-vitamin, to je vitamin mladosti, ker dejstvo je, da nadzoruje več kot, jaz upam, da nisem pozabila eno nulo dodati, 50 000 presnovnih procesov. V vsakem primeru to pomeni ogromno. Gospa Marija Mrlak pravi, da je C-vitamin komandant vsega. Brez C-vitamina se nič ne zgodi. No in C-vitamin je tudi vžigalca v celici. Brez C-vitamina ni energije, ne pride do vžiga, ne pride do ničesar. Si kot uvela roža, ko si brez energije, ko si še zjutraj utrujen, ko ostaneš in enostavno ne zalaufaš. C-vitamin je tisti, ki ti daje pospešek. No in zdaj tukaj pri možganski celici imamo še kalcij. Zdaj pa kalcij pa s čim se veže. Kalcija največ dobimo v mlečnih izdelkih, to je najlažje dobiti pač kalcij, ampak kalcij se veže skupaj z magnezijem, magnezij se veže skupaj z kalijem, kalij s silicijem, silicij pa z natrijem. Se pravi, cela ta veriga, in zdaj pomislimo, kaj bi mogli jesti. Se pravi,
soliti je treba, in če gledamo smuti zjutraj, da recimo želimo nahraniti svoje možgane. Sol je seveda osnova, pa jogurt, ker v jogurtu dobimo tako kalcij, kot se pravi tudi aminokisline dobimo noter, tudi vitamin B12 dobimo noter, in če v ta jutranji smuti damo recimo zmrznjene borovnice, dobimo C vitamin, in zraven še kaj je pomembno, laneno seme recimo zmeljemo in imamo krasen smuti za začetek dneva, ki nahrani dobesedno naše možgane. No, v teh receptih sem pisala v tej knjigi, Ko ima življenje žur, ker tukaj noter sem pisala prav o psihičnem počutju. No, zdaj pa preden pa gremo naprej, lejte, moramo razumeti, da hrana, da pride do možganov, mora iti preko ust, želodca in črevesja. Se pravi, če imamo načeto sluznico, se ne bo nič zgodilo. Zato je tako pomembno, da imamo dovolj probiotičnih bakterij. No in zdaj v tem zimskem času dajte uživati čim večjo količino zelja, pa kislega zelja, pa mogoče kisle repe, pa seveda probiotičnih jogurtov, pa kefirja, ker na ta način dobite probiotične bakterije. Probiotične bakterije pa vplivajo na to, da se potem hrana boljše razgradi in da potem vse to pride do vaših možganov. No, tako da to je zdaj ta tehničen del. Kaj pa čustveni del? Čustveni del psihičnega počutja je seveda pa povezan s tem, koliko imamo mir v duši. In seveda odnosi nam mečejo ven programe, spomine, potlačene spomine, tisto, kar se nam je mogoče dogajalo, ko smo bili zelo, zelo majhni. In veste, te stvari so nekje globoko v nas. Zdaj pa kaj lahko naredite vsak dan za dobro psihično počutje? Glejte, z Matejo Bobek smo posneli besedilo oziroma karte Prehod v novo dobo v zvočni obliki in je to nastal ključek Kristalni prehod v novo dobo. In tukaj gor je več kot 3 ure pozitivnih afirmacij, poleg tega je pa gor solo Mateje Bobek, kristalno liro, in dejstvo je, da je to čista koda stvarstva. Kristalna lira ima frekvenco zdravljenja, samozdravljenja. To je v bistvu ena taka krasna zadeva, ki pomaga pri tem, da sebe spravimo v višje vibracije. No in zdaj, če pogledamo Prehod v novo dobo, nekaj sporočil za vas. Kaj vam stvarstvo sporoča ta trenutek? Zdaj, če gledamo, smo konec novembra, pred nami je december, ki bo letos drugačen, kot je bil vsa leta. Vsa leta je bil veseli december, letos bomo imeli, glih tako veseli december, ampak mečkan drugač. Pač manj leta ne okroga, ne? Bitje svetlobe je prišla ven, vztrajnost in kaj je še prišlo ven? Izvorna koda. Jaz sem bitje luči. Jaz sem bitje svetlobe. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja, vse povsod okrog mene je ljubezen in vztrajnost, zmoram vztrajati na začrtani poti, angeli mi stojijo ob strani. No in dajmo še nekaj besed reči v tej smeri, jaz sem, temu posnela svoj video, ampak koda jaz sem, ki sem, je tako močna koda, to je ime Boga. Se pravi, jaz sem boginja, jaz sem svetloba, jaz sem bitje luči. In ko ponavljamo, jaz sem, kdo jaz sem, si definiram samovrednost, si dvignem vibracijo. Kaj jaz sem? Glejte, katerokoli karto boste potegnili, nobena ni slaba, enostavno ni slaba. In moj jutranji ritual je vsako jutro vzamem karte in rečem stvarstvo, hvala za nov dan. Kakšno sporočilo je danes za mene? In dobim sporočilo, hvaležna sem za življenje in za vse izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. Sem na koncu določenega obdobja. Najhuje je za menoj, pred mano je novo obdobje, zaključek poti. Krasno. Enkrat je gospod tole karto dobil in je rekel, a bom umrl? Ne? Ampak res pa je, da v roku 1 leta se mu je zaključila služba.
In zdaj ne vem, kaj dela, ampak vem, da mu je korona prinesla spremembo. Nimam pojma, mogoče je v obdobju žrtve, ali je našel kaj bolj pametnega, nimam pojma, ampak ko sva zadnjič govorila, na začetku korone, na začetku karantene je rekel, pri nas se bomo pobili med sabo. No, jaz upam, da se niso. Ampak, če je zdaj to zaključek, ni dober, ne? Ampak, okej, vsak izmed nas se uči nekaj, lekcije, ne, spuščati, prepuščati, no, in čustveni strup zapušča moje telo. Super, če je to moja lekcija, da čustveni strup zapusti moje telo, ne se ščisti, ne gre ven. Tudi če me recimo začne dušiti, pa si rečem, to pa težko diham. Prav je. Zdaj sem brala o tem, kako imamo na energetski bazi mi okove okrog vratu, okrog tukaj. To v bistvu, da se priklenemo na to zemeljsko energijo. In zdaj razumem, zakaj je meni tista grba tukaj odzadaj nastala. Zaradi okovov, ki jih dobiš s poroko. In to so zaobljube. In očitno čistim en del mojih dušnih zapisov in dušni zapisi se čistijo preko bolečin na fizični bazi. Zdaj sem z eno gospo govorila in je rekla, da ima hude bolečine v komolcu, brez razloga. To so kode duše, okosteneli vzorci, te vzorci grejo ven, tudi možno, da je bila v kakšnem življenju poškodovana in v bistvu to so zapisi, ki jih mora duša predelati. In prej, ki jih predelamo, lažje je. Zato je tako pomembno zdravilna molitev dekodiranja, čiščenje vzorcev, nihče namesto tebe tega ne more narediti, ampak to ni nič hudega, lejte. Življenje je v bistvu samo ena velika lekcija. Noben izmed nas ni prišel tukaj sem, da bo srečno živel do konca svojih dni. Ne. Prišli smo na to zemljo, da bomo predelali lekcije, da naredimo naslednji korak, da gremo naprej, da smo bolj sočutni, da smo bolj mili, da ozavestimo, tudi če eksplodiramo pri kakšni zadevi, da ozavestimo to in da naslednjič naredimo boljš. Pač se učimo, ne, skozi odnose. Da vidimo, višje zavedanje, skozi moje celice teče božanska ljubezen. Lejte, dovolj, da ste pretok. Naj se zgodi, kar se bo zgodilo. Kaj ne sodi več v moje življenje? Nekaj ne odide. Ja, in se vam gre skozi možgane. Kaj ne sodi več v moje življenje? Dovoljujem, da to odide. No in v glavnem, ko začnemo čistiti te pozavestne vzorce, ni enostavno. Dejstvo pa je, da ko počistiš to, potem je pa lažje. Ne? In zato je tako pomembno, zdaj smo res v enem takmu prehodu in kakor smo se mogoče veselili, da bo novo obdobje prihaja, nekaj novega prihaja, zdaj imamo pa usamitev, zdaj imamo korono, ne? In vse je zaprto. Mogoče je pa tako čas, ko v naravi, ko si narava vzame čas zime, da počije, kjer se nič ne dogaja, kjer generira od spodaj nekje novo moč, da ko bojo pogoji, bo scvetela. No, mogoče je pa to za nas zdaj čas, da počakamo, da počistimo, da odmre kakšna zadeva, da zgeneriramo novo moč, da bo potem, ko bo čas, da lahko scvetimo. Tako da, očitno je čas za to, da začnemo delati na sebi in da delamo na sebi. In vem, nekaj minut na dan si je treba vzeti čas za sebe in iti skozi svoje občutke, kakšno molitev narediti in potem se zgodijo stvari drugače. Tako da, lejte, zaupajte, vse bo v redu, delajte na sebi in verjemite, stvarstvo vas bo vedno podprlo, ko imate čisto srce, brez preračunljivosti se odprejo nevidna vrata in enostavno se zgodi nekaj. Vedno. Zato zaupajte in boste videli, vse bo.